Ford Transit Courier je v drugi generaciji zelo uporaben majhen kombi. Sploh takšen z dvojno kabino bo prišel prav marsikateremu podjetniku, ker ima 5 sedežev, zadaj pa še skoraj 1,4 kubičnega metra prostora v tovornem delu. To pomeni, da si ga boste lahko davčni zavezanci obračunali kot strošek, ker je to tovorno vozilo N1. Ta Transit Courier sicer poganja litrski turbobencinski trivaljni motor EcoBoost, ki ima 74 kW, to je 100 konjev moči. Menjalnik je ročni s 6 stopnjami. Dejansko je čisto soliden, podvoz je sicer majčkeno trše in včasih na kakšnih neravnih podlagah malo poskakuje, po drugi strani pa mora biti takšno, da je lahko potem obtežitev toliko večja. Drugače je tudi zelo uporaben, ker ima veliko odlagalnih mest, potem tudi prostora je tukaj dovolj, sploh kle nad glavo, pa še police dodatne so tam skrite. Kombi je tudi zelo pregleden na vse strani, še celo nazaj se vidi, zaradi tega, ker ima tole mrežasto pregrado. Multimedijski sistem lepo deluje, ima tudi ogrevanje sedeža po volana. V dolžino zdaj meri 4,34 metra, torej še vedno relativno kratek, kar pomeni, da bo marsikomu že sam zato všeč. Aha, pa poraba je zdaj po slabih 200 km 7,8 litra bencina na 100 prevoženih kilometrov. In seveda me je takoj klical kolega, ki je izvedel, da imam kombi in je rekel, če mu grem lahko nekaj iskati prek morja, ker jaz imam itak vedno ful časa. No, ampak ker rad pomagam, sem rekel, ok, pa seveda tudi pričakujem kakšno nagrado na koncu. A potom je poslal, Jaz imam tako več kot kubik prostora tukaj noter, on me pa pošlje po ena škatlica, Tako mi je rajši, da v krksep tole. Na sovoznikov sedež. To mi ne bo kdo pobegnil. Evo. A misliš, da bi jaz raj pripel tele šunke, Da mi ne bojo pobegale med vožnjo. Takole, red je vedno pas pripet. Ok, gremo. Kako je hiter tema tukaj prek morju. Sploh če greš toliko pozno na pot, kakor sem šel jaz. V glavnem ugotavljam, da je Courier tudi na avtocesti ful prijeten, sploh zato, ker ima tukaj še nastavljivo tole oporo za roko, pa nastavljivo ledveno oporo. V glavnem, vožnja je prijetna, sploh ker sem za pot dobil še ocvirke za grickat. The best, ja. V bistvu ugotavljam, da ima ta avto samo eno slabost in to je, da nima nikjer dobrega držala za ocvirke. Evo, jih kar tukaj vmes lahko dam. Skoraj so se mi stresali, to moram pa res paziti. Ja, kaj gledaš na uro? Ja, zdrav, Matej. Si prišel, končno. Končno, stari, pa kam sme to poslali, kaj daleč? Čuj, zdaj vidiš, kak je, če meso prodajaš pa šunko, pač delaš v noč, mi delamo v noč, glej. Vidim, ja. Nimaš kaj. Gledam, grem po robo. Kaj si mi prinesel, da vidim? To, kar si mi naročil, jaz sem mislil, da je tega, Čuj, mi ne prodajamo masovno, mi prodajamo kvaliteto. To pa vidim, vse težko pa je. Strup je v malih flaškah. Hvala lepa, kak je bila pot, Pot je bila super, stari, danes sem se peljal z Dolenjske prek Ljubljanske gužve v Prekmurje, zdaj nazaj v Maribor, pa me nič križ ne boli, veš? Ne? To, ker si tak mlad, ali je tako podobno? Ne, to nisem več tako mlad, ampak je pa avto v redu. No, super. Kaj pa ti? Dobro služi? Meni služi odlično, kaj ti naj rečem. Ker prav prije, veš, Da si potih. Da sem potiho, pa da malo manj zdaj zapravim za bencin. A res? Sploh zdaj. Zdaj pa ja. Zdaj, ne. Ja, vem, ampak bo že. Ja, lej, fino. Superca. Jaz moram jeti, mene vsi čakajo. Hvala še enkrat, lepo bodi, pa... Se vidva. Hvala lepa, se vidimo. Še kdaj, ne? Ja, bi se zdaj... Lahko ti pa kdaj naložimo večjo, če bo še rabo z vili čarom. Lepo prosim, da bom imel malo obtežitve. Okay. Veš, kaj sem jih prej noter govoril, da avto je drugače ful fajn, ampak če je obtežen, podvoz je ful lepš deluje. Tako da, Vidiš, prej bi mi mogel povedati, pa bi ti z viličarom nabasali avto. Če me kličeš za kombi. Še bo možnosti, ne skrbi. Srečno pot. Ajde. Adijo. Čau.